govor napisan, pa bom probal s prostimi besedami. Najprej naj vas vse skupaj iskreno pozdravim tukaj na Jančah. Res, da sem, ne glede na to, da sem v stranki že od leta 90, danes prvič tle. Je žal sicer deževen dan, pa ne glede na to, jaz sem prepričan, da se bomo imeli prijetno. Čutim eno dobro energijo že v tem prostoru, čutil sem tudi v cerkvi, pa prej na sestanku oziroma na obisku v Šmartnem pri Litiji. Danes so z nami tudi oba župana, župan Litije in župan Šmartnega pri Litiji. Se pravi, stranka ob tem, da ima ogromno dobrega potenciala, ima seveda tudi veliko županov, največ v tej državi, in veste, da takrat po državno-zborskih volitvah, ko se nam je malce zalomilo, pa sem prepričan, da se nam naslednjič ne bo, da smo bili pa izredno uspešni na lokalnih volitvah, kjer smo se na velika vrata vrnili v slovenski politični prostor. Danes tukaj praznujemo lepo obletnico, oziroma bomo tudi dan kasneje, oziroma dan, dva kasneje, praznovali dan državnosti. Velik prelomen dogodek v slovenski zgodovini, ki smo ga vsi skupaj čakali. Spomnimo se tistih dni, kako je vse skupaj potekalo. Bilo je malce seveda tudi vroče, pa vendarle smo si tudi izborili svojo lastno in samostojno državo. Prepričan sem, da bomo znali skupaj strniti moči, da bomo jo popeljali v uspešno državo. Med tem časom smo seveda imeli nihanja, spone in padce. Res je, da smo v zadnjem času žal izredno zadolžena država, iščemo nekako še vedno izhod iz krize in Slovenska ljudska stranka ponuja nabor ukrepov za izhod iz krize. Strokovni svet pri predsedniku ga vodi dr. Umek z našimi strokovno-operativnimi odbori, ki jih bomo postavili v teh dneh, se prepričam, da bomo poiskali tista strokovna odgovore na tista strokovna vprašanja, po katerih smo prepričani, da znamo in zmoremo tej državi pomagati na pot ponovnega vzpona. Tako kot stranki SLS, tako tudi naši državi. Medtem smo seveda žal mogoče malce manj prisotni v medijski javnosti, pa vsekakor smo prisotni v svoji interni javnosti in smo skozi, bom rekel, naše skupno delovanje nekako uspeli pomiriti strasti v stranki, poiskati oziroma povleči oziroma vleči voz v isto smer. In tako kot sem že večkrat rekel, da je prav, da stopimo vsi kak korak nazaj, da bomo skupaj lahko dva koraka stopili vnaprej. Napravili smo dva odmevna dogodka. Prvi dogodek je bil na temo gospodarstva, ki smo napravili eno dobro izhodišče, eno dobro okroglo mizo za nekatere rešitve. Na drugi strani smo imeli pred kratkim okroglo mizo na ohranimo, ozdravimo slovensko zdravstvo. In s temi dogodki bomo seveda tudi v bodočnosti nadaljevali. Vse zato, da seveda pridemo do tistega skupnega dobrega cilja. Organizirali smo tudi akcijo zbiranja podpisov za nujno medicinsko pomoč, da smo proti ukinitvi služb nujne medicinske pomoči. Res, da je ministrstvo malce premislilo in seveda malo datum zamaknilo, pa vendarle bomo mi z akcijo nadaljevali, dokler ne bodo spoznali, da gre tukaj za zdravje oziroma za življenje ljudi. Še enkrat, da ne bom predolg, se vam vsem skupaj iskreno zahvalim, da ste si predvsem vzeli čas in ste prišli, da praznujemo skupaj. Naj se zahvalim vsem, ki ste pomagali v tej organizaciji, res so bili našteti, pa da kjer ga ne pozabim. Iskrena hvala tudi v mojem imenu. Hvala duhovnikoma, ki sta pravila lepo bred. Za željo, oziroma na koncu za voščilom, da imejte se lepo ob dnevu državnosti, vam želim obilo ponosa, lahko smo ponosni na slovensko državo in lahko smo ponosni tudi na Slovensko ljudsko stranko.